Danes imamo pač veselico, ne zameriti. Prva runda volitev je mimo, imamo drugi krog, naprej pa gresta imitator predsednikov Pahor in predsednik imitatorjev Šarec. Glavni krivec za drugi krog je Romana Tomc, ki je Pahiju pobrala lih toliko glasov, da ni mogel zmagati iz prve. Nam se je zdelo, da je za tem nekaj večjega. Zato smo poklicali najboljše kriptologe in forenzike. Ugotovili so namreč, da je anagram za Romano Tomc Macron Atom. To seveda nima nobenega smisla, zato so naši strokovnjaki ime prevedli v aramejščino in odkrili nekaj osupljivega. V tem jeziku se anagram namreč glasi: jebi se Pahor, ne boš zmagal v prvem krogu. To je usoda, lahko sami preverite. Kakorkoli, na teh volitvah smo podrli dva rekorda. Prvi je bil udeležba. Veliko bo odvisno še od udeležbe, ta pri nas močno pada, letos 44%, 2012 48%, 2007 57%. Niti polovici naroda se ni dalo na volišča. Še na predstavitvi pesniške zbirke Zale Đurić je bilo več ljudi. Eni pravijo, da je bil kriv dež, drugi pa, da je bila kriva izbira. Ne vem, kaj je bil razlog, imam pa rešitev. Dejte volitve v shopping center. Ne trgovin zapirati v nedeljah, dejte razširiti ponudbo. V trgovinah mora imeti volitve, referendume, soočenja, maše, hčerkin recital, vaše diapozitive z Nepala. A veste, koliko ljudi bo to? Supermarketi so zmer polni. In če bi dali še 30% popusta za pralni prašek, na vsakega volivca bi bila udeležba 110%. Drugi rekord je bila pa uboga Angelca, ki je dobila najmanj glasov v zgodovini naše države. Še Monika Piberl jih je dobila več. 0,58% oziroma skoraj 4300 ljudi je menilo, da bi bila predsednica Angelca dobra ideja. Še Prevalje ima več prebivalcev. In kako se je na kolosalni poraz odzvala Angelina? Prinesla sem pa tudi potičko, veste, to je pa moja stalna navada, ne? Jaz jih pa enih 5-6 pečem in eno sem prinesla in danes se boste lahko z mano veselili in poskusili tudi moje potico. Itak. Angelca, te lahko sam nekaj prosim. A lahko prosim nehaš imitirati Artača? Se vem, da je smešno. Pust potičke profesionalcem. Če ne drugega, je pa Likovič pravilno računala. 5 potičk je glih dost za vse njene podpornike. Verjetno še kaj ostal. Zdaj, malo boljš se je presenetljivo odrezal Viola Panter Šiško, dobil je kar 2% glasov in premagal Popoviča, Makovec Brenčič, Krause in Angelco. Ampak jebat ga, predsednik pa ne bo. In moramo priznati, da je poraz prenesel keta prav dec. Volitev, katerim smo bili danes priča, ne priznavamo. To niso volitve, to je bila farsa, to je nezakonito, protiustavno, nesvobodno, nepravično in tako naprej, lahko naštevam nedogled. Po domače povedano se je z joko in zacepetavko otrokom igračo vzameš. Poslušaj, Andrej, a si videl Angelco? Rekord v nepriljubljenosti je podrla, pa se ni šla cmerat. Patička je prinesla. Kaj si pa ti prinesel? Neč. 18 minut si neprestano ropotal, pa jamral, pa bogim novinarjev si zamoril večer. A nam lahko vsaj poveš, na katerem mestu si pristal? 5. mesto, čista petka, evo, čista petka, to je to. Kljub temu, še enkrat pravim, te volitve niso veljavne sploh in mi jih ne priznavamo. Tako, ja, a bi se ti odločil, a boš ponosen, da si na 5. mestu? Ali pa ne priznaš volitev? Ne moreš imeti obojega. Ne moreš biti komisica, ki reče, da je tekmovanje žaljivo za ženske, sam tisto lento pa sem vzela. Zdaj, Ata Šiško je pogosto jamral, da ga na večino soočen sploh niso povabili. Ampak, ko je bil dejansko povabljen, pa sam ni šel. Andrej, zakaj ne? Dej povej zdaj iskreno, kaj je bilo tako pomembnega. In kaj ste naredili v ta torek, ko je bila Liga prvakov v Mariboru? Isto. In vi ste mislili, da bom jaz z Maribora prišel
na vašo butasto, prostite, soočenje. To so te prioritete. Še dobro ni bil na volilno nedeljo derbi Maribor Olimpija. Kaj ti misliš, da bi šel voliti takrat? No in pa sta tu zmagovalca prvega kroga, šampiona demokratičnega resničnostnega šova. Šarec je po razglasitvi rezultatov dal izjavo, ki pa jo bom, za vse tiste, ki ne razumete Šarca, ki je resen, prevedel v serpentinščino. Zagotovo bo razprava bolj vsebinska, zdaj te priložnosti ni bilo. Upam, da boste seveda tudi mediji k temu pripomogli. Evo ti vsebinska razprava. Pahor je ke Hyundai Pony. Ko imaš, se hudiča ne moreš znebiti, pa če ga še tako poceni ponujaš. Danes ne boste spraševali po številki čevljev in kakšnih takih zadevah, ampak bolj vsebinskih. Verjamem, da bo oba predstavila svoja stališča. Moje stališče je, kdo je kriv, če babo avtobus povoz? Sama, kva je pa šla z kuhne? Sam menim, da niso samo izkušnje tisto, kar pretehta, ampak je tudi kaj drugega še v igri. Stara baba, dolga noč, če pa desca, se pa še dan vleče. Upam, da so Šarčeva stališča zdaj kaj bolj jasna. Meni so, vsekakor. Kar se pa tiče Pahorja, mislim, da zanj drug krog ne bo tako preprost kot pred 5 leti. Če hoče premagati Šarca, bo potreboval podporo desnice. Borut, si želiš Janezove podpore? Ali bom tako podporo imel ali ne? Ali si jo želim? Da. Nikogar se ne bom branil in nobene podpore. Predsednik republike je predsednik vseh. Verjamem. Nazadnje te Janša podprl in si zato brez problema zmagal. Kaj pa tokrat na to pravi Čelavi? Janez, ziher boš podprl Boruta. Romana je zdaj iz igre. Slučajno sem prej gledal izjavo predsednika Socialnih demokratov, gospoda Židana, in moram reči, da se strinjam z njim. Dejal je, da je škoda denarja za drugi krog, zdaj zakaj bi šel na volitve, ker ni izbire. Ti sam Pahor je res predsednik sprave. Ne? Če se še Janša strinja z Židanom, je pa hashtag skupaj očitno vžgal. Borut, meet you at camera 2. A si videl, kako stara prijateljstva hitro zbledijo? Veš, kakšna prasica je politika? No, jaz vem, da si ti Janezu zaupal, pa da si zdaj prizadet. Ampak ne si gnat k srcu. Vse boš v redu. Pozab na to. Glavo po koncu in v naslednjih 3 tednih nared vse, da ljudem dokažeš, da si ta prav desničar. Ne vem, pejte eno nedeljo na Brezje, pa bo ministrant. Pa Marijin kip trogi s seboj, da bo bolj vžgal. Pa zadnjih 300 kilometrov une tvoje hoje po državi nared od kapelce do kapelce. Ali pa še boljš, daj pomilostiti Janeza za naprej pa za nazaj. Mogoče bo spet tvoj friend. Ampak ni vse črno. Bobo je dobil podporo ene stranke, Desusa. Povej, Karl, zakaj podpiraš trenutnega predsednika? Da glede na mednarodne izzive in tudi na izzive, ki jih ima Slovenija, da ni čas za nove obraze. Teh novih obrazov smo v zadnjih letih kar nekaj imeli. Bodimo fererjavci, ti že toliko cajta na sceni. Ti že toliko cajta na sceni, da je vsak obraz za tebe nov. Sploh pa ni nujen, da bojo penzionisti volili za Pahorja samo zato, ker ga je Erjavec podprl. Ne pozabimo, Marjan Šarec je bil kot imitator v domovih za upokojence večkrat kot pošiljke katetrov. To je fakt. Ne se zabavati. Penzionisti bojo za Šarca volili, ker itak bojo mislili, da je spet Drnovšek kandidiral. Drnovšek je nazaj, Marica, ne? Dolg ga ni bilo. Pahor je ziher vesel. Kaj je rekel na to? Lepše ne bi mogli govoriti niti na mojem pogrebu. Gospod predsednik, v te morbidne vode pa jaz ne bi šel, no. Sam, če vas jaz kaj poznam, bodo na vašem pogrebu rekli čist nekaj drugega. Kot recimo, izgubili smo velikega državnika in dobrega človeka, ki pa se je na žalost med delanjem selfija pred bungee jumpingom pozabil privezati. Pa hvala smo zašli. Pojmo nazaj na volitve. Po vseh povolilnih govorih in patičkah sta si poslednja mohikanca Pahor in Šarec le segla v roko.
Tlele mal, tole, sem še mal. Še sem mal. Tlele na sredo. Zdaj, če mene vprašate, bo to napet boj. Pa kak boj? To bo blefersko klanje. Zdaj je možno vse. Lahko zmaga en ali pa drug. In ker raziskavam javnega mnenja ne verjamemo več, smo naredili svojo raziskavo. V Facebook anketi, v kateri je sodelovalo dobrih 1500 ljudi, smo zvedeli, da bi zmagal Borut Pahor z 57% glasov. Njegov tekmec, Marjan Šarec, pa bi dobil 43% glasov. Ne? Če bojo Slovenci volili, tako kot so glasovali naši gledalci, bo volilna udeležba 55%. Mi pa itak računamo na tretji krog. A se to da? Tretji krog. Ne vem, jaz bi še tretji krog. Vse je zabavno. No in kaj na vse to pravi Šarec? In ne vem, kdaj bomo dosegli dno. Dragi Marjan, to smo dosegli pa že zelo dolg časa nazaj. In zdaj sam z baterijo iščemo, če ima to dno mogoče šešno klet, v katero lahko gledamo. Toliko volitva za ta teden. Režija, špica na kredit! To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!